Letos bo na Ptuju, na griču Panorama ob vznožju Ptujskega gradu, že tradicionalno četrtič potekala prireditev in kresovanje, ki vsako leto 30. aprila privabi veliko število ljudi. Osrednja slovesnost se bo pričela ob 19:30 uri, po zaključku uradnega dela pa se nadaljuje zabavni program. Nadaljujemo z zabavnim programom, ki bo seveda pester za vse obiskovalce, ki so pač zmeraj dobrodošli, pa upamo, da se bodo tudi dobro počutili na našem območju in naši družbi. Lanskega leta je bilo brez pozitivno presenečenje, ko smo videli, da se je udeležilo te prireditve 3000 ali več obiskovalcev. Seveda to po nestrokovni oceni, občani in občanke, vsi obiskovalci so bili zelo zadovoljni in tem trendom želimo tudi nadaljevati v letošnjem letu. Klemec poudarja tudi pomembnost praznika. Ob tem seveda ne smemo pozabiti, da ta praznik je zelo izredno pomembnega značaja, da nosi zelo močno simbolično sporočilo, ki pa ga moramo zmeraj nositi sami s sabo, da to so izborjene pravice delavcev, ki so si jih pred leti izborili in mislim, da ta praznik mora ostati na tem mestu, kot je. Prav tako tradicionalno kresovanje bo letos potekalo tudi v Rušah. 7. leto zapored se organizatorji trudijo, da bi zadovoljili domačine, obiskovalce ter nenazadnje tudi gostince. Letos v bistvu kot vsako leto tradicionalno postavljamo majsko drevo, potem je otroški program z Speedijem, zabava z Tanjo Žagar in pa skupino New Band. Seveda pa tisto, kar v Rušah ne sme manjkati, je pa tradicionalni pohod z baklami. Tradicionalnega pohoda se vsako leto udeleži veliko število ljudi in skupaj si na ta poseben praznični dan ustvarijo lepe spomine. V Ruše vabimo kot vsako leto Mariborčane, vabimo celo Koroško, celo Štajersko, da pridejo k nam, se pozabavajo, poskrbljeno bo za jedačo in pijačo in uživali bomo do 3 zjutraj. Prav tako pa prijetno druženje, postavitev mlajskega drevesa in kresovanje organizirajo v Malečniku. V dopoldanskih urah bomo s pomočjo ostalih društev v kraju postavili mlajsko drevo. Samo kresovanje pa se začne ob 18. uri z kratkim kulturnim programom. Nato pa se bo začela prodaja hrane, pijače in pa ogromno dobre glasbe. Z obiskom so bili zadovoljni že lani, a mladi poudarjajo, da so letos še bolj pripravljeni na druženje. Lani nas je obiskalo približno 400 ljudi, kar je bilo za nas res presenečenje, tako da smo letos rekli, da se nam to ne sme ponoviti. Zato smo pripravili zaloge, pripravili bomo prostor, tako da bo vsega dovolj. In zakaj na kresovanje v Malečnik? Zato, ker smo mladi, smo inovativni in pri nas res ne bo manjkalo zabave. Postavljanje mlajskega drevesa in kresovanje bo tudi v Miklavžu, Orehovi vasi, Bresternici in kljub temu, da tradicionalnega kresovanja, ki je bilo eno največjih v Sloveniji, na Koblarju letos ne bo, je vseeno v okolici Maribora veliko dobrih priložnosti za prijetno druženje.